Zdaj pa bom jaz pozdravil v svoji družbi človeka, ki je zaznamoval slovensko košarko tako ali drugače, recimo zadnjih 10 ali več let. Igral je pri Unionu Olimpiji, zdaj pa igra pri košarkaškem klubu Šenčur. Ime mu je Dino Murić in jaz sem zelo vesel, da ga bom zdaj pozdravil po Skypu, kajti nikoli do zdaj v nobeni svoji vdaji, karkoli sem v življenju delal, nisem gostil košarkaša. Tako da bo tole tudi za mene nekaj novega. Dino, se midva slišiva in vidiva. Živijo Iztok, slišiva, vidiva vse, tako da tudi jaz prvič kole po Skypu s tabo, tako da upam, da bo super, no. Lej, če pa ne bo, se pač ne bova marala, kako ne rekem, ne? Če pa ne bo, pa bo naslednjič spet probala, jebi ga, kaj češ. Tako, Dino, takle, ko te gledam, ne, vedel sem, da si čeden pep, ne, sam da si pa uživo, takle po Skypu še pa bolj čeden, kot sem mislil. Daj mi povej, koliko punc na mesec nori za teboj in ti pošilja, bom rekel, pisma, nespodobna povabila, se dere, ko špilaš, ti vrže hlačke gor na teren, ker ne mi govori, da se to ne dogaja, ker te vidim, da si iz pravega materijala za to, veš? Ma ne, to se po moje tebi sam zdi, tukaj so malo filter naredili, tako da se pol te mozolji pa to ne vidijo, ta frizura se pol vse tako lepo vidi pol na kameri, tako da ne zgledam spet tako dober, no. Zdaj, mogo si frizuro izpostaviti, vidim, da daš veliko na to, tako Domen Kumer, kar je super. Dino, da se kanček zresnima, ne, daj mi povej, kak je biti košarkaš v Sloveniji leta 2020? Je to tako fajn kot 10 let nazaj? Je to boljš ali je isto, kot je bilo vedno? Iskreno. Pa iskreno, nisem sploh razmišljal o temu, no. Zdaj se me, dobro vprašanje, o temu sploh nisem razmišljal, tako da pač jaz se osredotočam več ali manj na igranje, vsako tekmo dam vse od sebe, pa pač kar je. Je pa lepo videti, da si pač na vrhu, da si eden boljših slovenskih košarkarjev, to je pač privilegij, en blagoslov, tako da sem vesel, drugače pa, da se zdaj na to slavo zdaj opiram, neki se ne, pač vsako tekmo dam od sebe, pa pač probam pa ekipi pomagati do zmage. Zdaj pa, če sem še top 3, je pa še toliko boljš, ne. Dino, koliko časa je lahko, namreč jaz kot laik, ne, dober, jaz znam žogo malo odbijati pa na koš vrst, enkrat sem celo skočil v avt in sem v zraku, medtem ko sem bil v luftu, sem zadev koš, ne, to je bil moj najboljši koš v zgodovini, pa šlo pa vse navzdol, ampak moje vprašanje je, jaz kot laik pač ne zastopim, da lahko neko košarkaš recimo eno sezono ful dober, drugo slab, pa pol spet dober, pa spet slab, recimo jaz znam skozi enako dober čvekat kot voditelj, ne. V čem je fora športa, recimo, da ti eno sezono ful gre, drugo pa spet ne, čeprav si recimo enako treniral, se enako počutiš, kaj te takrat v bistvu uniči ali pa izboljša? Ja, ful dobro vprašanje. Zdaj, v športu je tako, no, ful je veliko faktorjev vpliva na to, koliko dobro ti igraš, koliko dobro se boš prodal za naprej, zato ker pač v bistvu je ekipni šport, ne. Zdaj, se pravi, prva stvar je tvoja kvaliteta, druga stvar je kvaliteta trenerja, tretja stvar je kvaliteta ekipe. Potem pa tukaj vse naprej še pridejo poškodbe, koliko si ti pripravljen, če te pestijo poškodbe, ali te ne pestijo, se pravi, pol tudi v bistvu, koliko ti igraš, koliko je tvoja samozavest. Tako da tukaj je ful enih faktorjev in se res morajo vse poklopiti, da funkcionira tako, kot treba, ne. Zdaj pa se pravim, te oscilacije so, velike pa pol nizke, ampak z izkušnjami ti probaš te oscilacije, da so pač čim manjše, ne. Tako da pač se nekako prepravaš in da pač vsako sezono daš maksimalno, ne. Predno si ima zavrtela en video, pa boš pol pokomentiral, ko ga boš videl, te vprašam še to, ne, če se ne motim, leta 2012 je bil en NBA draft, kjer si ti skušal priti v NBA, popravi me, če se motim, pa ti takrat ni ratalo. Kaj je šlo narobe? Ja, jaz sem se v bistvu takrat poškodoval, jaz imam kar čez, lahko rečem, celo moja karijera, imam kar dosti težav s poškodbami. Imel sem 6 operacij kolena, tako da me je pač to ustavilo. Ja, me je to pač ustavilo, da se potem tudi nekoč zaigram za neke boljše klube, ampak kaj čemo, se pravim, kot sem rekel, veliko faktorjev vpliva na to, koliko si na koncu uspešen, koliko lahko iztržeš iz svoje kariere in pač jaz sem imel to nesrečo, da sem pač imel toliko poškodb, ampak sem pač
se pravi, v življenju pač pridejo težave, pridejo poškodbe, iz tega pač probaš izvleči maksimum in jaz sem, tako da še vedno igram, hvala Bogu, še vedno ampak uživam. recimo, če te prekinem, ampak je pa že prepozno, recimo, da bi, ne vem, zdaj ti rado NBA ali pa kakšna tuja liga, ali si to čist na stran dal, ali je to prepozno, že ne moreš več? Ja, jaz sem zdaj star 30 let, tako da mislim, da je to zame že prepozen. Ni pa prepozen po teh slovenskih ligah ali pa kakšnih malo tukaj, malo močnejših ligah v Evropi pač dokazati, da še vedno lahko igram košarko, da sem še vedno sposoben. Tako da sem pa imel to srečo, srečo v nesreči, se pravi nesrečo v poškodbah in srečo potem kasneje, da sem se tudi pol upisal na faks in najdel tudi nekaj drugega, pač poleg košarke, kar me veseli, to je pač fizioterapija, tako da sem se upisal in imam neke svoje plane za naprej, za svojo prihodnost in se pravim, na koncu moraš iztržati vse pač najboljš, kar lahko in to se je pač meni zgodil in ne obžalujem sploh nobenih poškodb. Samo da ste režija, kaj ste rekli, koliko imamo do konca te runde? Ok, dajmo si, Dino, zdaj zavrteti en video, ti niti pojma nimaš, kaj bo to, dajmo zavrteti ali prvi video, pa ga boš pa lahko hit pokomentiral, dajmo ga režija zarolati. Bravo, sine, čestitam. I tamo, dajte da mu izmagamo. Da izmagamo. Kaj ti srećno. Vidimo se u Novom Mestu. Evo ga Imran. Dolazimo u Novo Mesto. Evo da dođu. Njega. Svaka čast. Dino, Ajde, Dino, kaj smo mi videli to? Ful dober video, res, to mi moraš poslati, to se spomnim, vem pa, če ne par slike iz tega pol nastajalo, ampak ful dober video in bi te prosto mi ga po oddaji pošleš. Si pa videl pač tale, človek v modri majici je moji oči, potem za njo mami in tale, to je ena pač, mislim, pozdrav klasičen, na koncu vsake tekme, kad dobro odigram, pač dober, ne glede na to, da zmagamo, pač izgubimo, jaz pridem pozdraviti svoje navijače. Med njimi so tudi bili pač, en od njih je bil tam tudi trener, ki je bil na gimnaziji Šentvit in ostali prijatelji, ne, tako da... Ti pa starša sta te vedno spremljala na teh pomembnih tekmah, sta bila vedno med gledalci? Vedno, ja, vedno, čeprav sta malo preveč živčna, tudi zaradi tega pol kasneje, ker sem imel malo več poškodb, sta tudi pol malo bolj zaskrbljena, pa včasih ne prijeta, ampak sta me vedno spremljala, vedno stala ob strani tudi zaradi teh vseh poškodb in sem jim večno hvaležen, tako da se pravim, hvala ima in ful je lep video, no. Sem vedel, da ti bo všeč. Sem vedel, da ti bo všeč. Gremo mi, Dino, na reklame in potem pridemo nazaj, si fajn pep in te bom imel še v drugem segmentu. Imaš izjemno čast. Po Lado Leskovarju si, mislim, da prvi, ki bo imel tako dolgo gostovanje v moji oddaji. Lej, viš, to pa kljub poškodbam ti je to ratalo. Tako da reklame in pridemo nazaj z Dinom. Evo, gledam Dino tule na Instagramu, je Alen H. Da vidimo, kaj je to za en Alen H. Alen H iz Domžal je že delil en del najnega pogovora in je že to zdaj story delil, tako da smo že ovekovečena in nama ne morajo reči, da naj v resnici ni, ker imamo tudi dokaz, da sma. Dino, zdaj pa tole vprašal, ne? Če skočimo malo na ta znana imena, zdaj košarkaška, ki trenutno so, ne vem, Dragič, Dončić in podobno. Kako je tvoje mnenje, recimo zdaj v Dončiću, to te moram vprašati, ne? Večina pravi, da je to fenomen, najboljši mladi košarkaš v zgodovini, razumeš, da kaj taga še niso videli, da se celo Dražen Petrović lahko skrije. Eni pa recimo pravijo, da temu ni čisto tako, da so bili tudi pred njim že veliki in zelo dobri. Kaj ti praviš? Ja, jaz bom tako rekel, jaz sem v bistvu zdaj imel čast, smo dobri prijatelji z Lukatom, tako da tudi zdaj v tem času karantene treniramo, igramo skupaj, pač on se pripravlja posebej, ima svoje priprave,
ampak sem ga pač videl igrati tudi z njim proti njemu igral zdaj, ker smo igrali in lahko rečem, pač ne vem, kako se igral Dražen Petrović pa to. Jaz sem takrat bil še premehen, ampak lahko pa rečem, da res to je pač to, kar vidiš, je fenomenalno, to je pač talent, ki se pač rojeva enkrat na 100-200 let in on kako pač igra, uživa v igri, pač on se igra košarko in te njegove poteze, ki jih lahko naredi sam on, pač res lahko rečem sam pač vse najlepše za Lukata. Še posebej zato, ker je pač v redu fant, je skromen, ni se dvignil in to mislim, da je še pika na i, da je pač da je res oseba, kakor je treba. No. Se pravi, njega bi lahko dejansko samo poškodbe ustavile, drugega ga ne bo moglo, ne? Jaz mislim, da bo on, kakor je pač, on je star 21 let in je dosegel vse, kar se da v Evropi. Bil je MVP Final Fourja, bil je redne sezone, osvojil je v slovensko reprezentanco, evropski prvak je bil, vse živo, tako da jaz mislim tudi, če se on zdajle, včasih se malo hecamo z njim, če bi se zdaj upokojil, da mu je dosta, ne, da je vse osvojil, kar je pač lahko, ampak jaz mislim, da več tak ne more narediti več. Ne more, ja, ampak jaz mislim, da je res on je res en tak fant, poseben spontan in mislim, da ga čaka res ful lepo prihodnost. Dino, dajmo si midva pogledati še en video, ki je meni tudi zelo všeč, namreč sam boš zdaj videl v bistvu, kako imajo tebe oboževalci in gledalci resnično radi in kako jih zaskrbi, ko se ti eventualno poškoduješ. Dajmo si zavrteti tale video, ki res vrhunsko pokaže, da si ti, kot kaže, tudi izven terena en super dečko. Se spomniš tega, Dino? Se spomnim, ja, to je bilo zelo boleča izkušnja, je bila tole, ja. To te koleno te je zmatralo, ne? Ne, ta situacija je bila, ker je nasprotni igralec je skočil in me je s kolenom v področje mehurja me je zadev in lahko rečem, da to ful boli. V bistvu sem imel po temu tudi krče, nisem vedel pač, a je to kaj noter počal ali ni, a je mehur cel, ker pač tudi tam predel črevesja in vse in potem sem tudi na polčasu je prišel zdravnik in je mogel pregledati vse, pač jaz sem mogel tudi potem tableto proti bolečini vzeti, da sem potem lahko nadaljeval naprej, tako da. Ampak hvala Bogu je bilo vse okej, da sem to je bilo finale v bistvu, ta posnetek, ki si ga pokazal, je bilo iz finalne tekme Krka Olimpija in sem pač, takrat sem stisnil zobe pač in sem nadaljeval, je pa bilo kar bolečeno. Dino, da te tole vprašam še ob koncu, mogoče, glede teh poškodb in tega, ne, koliko dejansko košarkaš, ki ima poškodbe, ki ga to matra, je dejansko nafilan z raznimi painkillerji in koliko je to dejansko smrtonosno za telo na dolgi rok, ko ti nehaš igrati, ja na koncu, ne vem, ostaneš na invalidskem vozičku ali pa na posli, jebemtiš. Ja, jaz mislim, da je to kar, ni glih zdravo, no. Ampak zdaj vsak igralec ima svoj karakter. Zdaj eni imajo ta bolečinski pravk malo višji, drugi imajo malo nižji. Jaz sem tak, da ga imam malo višjega, tako da včasih sem tudi šel čez kakšno tako stvar, ki pač ne bi smel, ampak sem to pač naredil za dobrobit ekipe. Tako da
Zaenkrat ni še nobenih posledic, bomo pa videli čez 10 let. Dino, to je bilo to. Ostani mi kul naprej, en tak simpatičen, pozitiven, fajn fant. V bistvu mi je veliko čas, da smo sodelovali tudi v videospotu Influencer, najnega skupnega prijatelja Tadija Tade, ne, ko je še v karanteni gnjavo, da smo se mogli snemati. Ne. Ta je bil tudi tvoj brat Edo. Lej, kaj ti ne rečem, Dino, želim bi, da čim dlje še igraš, da imaš čim manj poškodb, pa da faco pazi, ker si lep pep, da te ne bo kdo v faco, kdaj kdo boksno, pa si nos zlomil, ali pa kaj takega, ker to je bilo pa škoda. Pust mehur. Mehur pride pa gre, faca pa ostane, to moraš paziti, ne. Isto, hvala ti za povabilo v oddaji, za eno dobro izkušnjo. Želim ti, da še vedno nadaljuješ to oddajo, ker je res super. Zgovoren si tak, pozitiven, tako da nadaljujte z ekipo, z režijo, tako da pa obilo smeha še naprej, tako da hvala ti še enkrat, pa pozdrav za Tadi Tado, no. Itak, čau, drži se. Ajde, živi, čau. Čau, režija.